Navezovalna cesta proti avtocestnemu priključku Celje-Vzhod bo zgrajena do začetka leta 2022. Slatinski športni center ima nove garderobe, tribune in spremljevalne objekte. V mestni občini Velenje bodo še naprej budno spremljali razmere v Gorenju. Cinkarna Celje ostaja generalni pokrovitelj celjskih košarkaric. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, spremljate dogodke dneva na televiziji Celje. Iz smeri Arclina bo predvidoma od začetka leta 2022 mogoče hitreje priti do avtoceste. Ministrstvo za infrastrukturo je namreč začelo z gradnjo navezovalne ceste proti avtocestnemu priključku Celje-Vzhod. Izbrani izvajalec, podjetje Gradnje Žveplan, bo zgradil skoraj 1,5 kilometra ceste s pripadajočim krožiščem. Nova cesta proti avtocestnemu priključku bo razbremenila ostale lokalne ceste, ki so zdaj precej obremenjene. Vezovalna cesta je zasnovana kot dvopasovnica, namenjena za promet z motornimi vozili. Kategorizirana bo kot regionalna cesta in bo prevzela funkcijo obstoječe regionalne ceste skozi naselje Ljubečna, ta pa se bo prekategorizirala v lokalno cesto. Pomembna bo predvsem za voznike iz naselij severno od avtoceste, torej iz Vojnika, Arclina, Ljubečne in Šmiklavža, ki bodo imeli hitrejši in varnejši dostop do avtoceste. Trasa bo potekala iz smeri Arclina severno-zahodno ob naselju Ljubečna, nato pa proti jugu do novega krožnega križišča in po vzhodni strani avtopoligona do obstoječega krožišča z lokalno cesto. Za izgradnjo navezovalne ceste Ljubečna avtocestni priključek Celje-Vzhod smo si več let prizadevali tudi na mestni občini Celje. Potrebnega je bilo veliko usklajevanja, zato smo bili leta 2018 zelo veseli odločitve Ministrstva za infrastrukturo, da je projekt izgradnje težko pričakovane navezovalne ceste opredeljen kot prednostni izvedbeni državni projekt v Savinjski regiji. Gre torej za regijski projekt, ki so ga prijavili v sklopu dogovora za razvoj regij. Soglasje je dal tudi Razvojni svet Savinjske regije. V Rogaški Slatini so uspešno zaključili nadgradnjo infrastrukture v tamkajšnjem športnem centru. Ta je bogatejši za nov objekt z garderobami, tribunami ter ostalimi spremljevalnimi prostori in površinami. Naložba je vredna 633 tisoč evrov. Sofinancirala pa sta jo Fundacija za šport in Nogometna zveza Slovenije. V športnem centru Rogaška Slatina so včeraj namenu predali nov objekt z garderobami in tribuno. Ob začetku gradnje jeseni lanskega leta je občina Rogaška Slatina že napovedala, da bo del sredstev skušala zagotoviti preko javnih razpisov Fundacije za šport in Nogometne zveze Slovenije. V obeh primerih so bili na občini uspešni in tako smo včeraj spoznali kapacitete novega objekta. V športni center smo dodali novi objekt za potrebe predvsem nogometašev. V pritličju objekta so 2 novi garderobi, prostori za sodnike, fizioterapeuta, trenerja in pa predvsem večji skladiščni prostori. V nadstropju pa je prostor za 162 gledalcev, seveda ne v času koronavirusa. V zunanji ureditev pa smo dodali 30 parkirišč za osebna vozila in 2 parkirišči za tudi avtobuse. Vrednost celotnega projekta znaša 633 tisoč evrov, od tega smo uspeli 65 tisoč evrov pridobiti od Fundacije za šport, 30 tisoč od Nogometne zveze Slovenije, preostalo pa smo zagotovili v občinskem proračunu. V prihodnjih mesecih pa, pravi župan, bo športni center Rogaška Slatina deležen še ene investicije in sicer izvedbe projekta Pomožno nogometno igrišče z umetno travo. V letošnjem letu je to 5. projekt, večji 5. projekt, ki smo ga zaključili in ga danes predajamo svojemu namenu. V fazi izvedbe je še 10 večjih projektov, od teh bi le eden bil zaključen v sredini prihodnjega leta, večstanovanjski blok v Spodnji Kostrivnici, vseh 9 ostalih pa do konca letošnjega leta na različnih področjih. Sicer pa naša želja je, da bi ta športni center čedalje prihodnje dobil večjo veljavo, predvsem tudi z novim igriščem na umetni travi. Tukaj si obetamo dobrega sodelovanja med nogometnim klubom, ki upravlja z vso infrastrukturo in turističnimi subjekti,
kajti le-ti smatrajo, da bi ob dobrem sodelovanju lahko ustvarjali več 10 tisoč nočitev v Rogaški Slatini tudi vsled različnih nogometašov, ki bi prišli v naš kraj na priprave. Kako pa so investicije veseli v nogometnem klubu Rogaška Slatina? Ta pridobitev je resnično nam veliko pomeni, predvsem za mlajše selekcije. Mislim, da imamo v klubi okrog več kot 150 otrok, da smo resnično potrebovali slačilnico oziroma ta objekt tudi za bodoče, da še privabimo čim več otrok oziroma ostalih ljudi v klub. Mi v klubu imamo od selekcije U7 do U19 plus zdaj trenutno člansko moštvo. Žal smo izpali v 3. ligo po nekem črnem scenariju, ko se je nam pripetil. Mi delamo 100% naslednje leto v 2. ligo. To nam je definitivno cilj in bomo tudi vse naredili, da dokažemo, da se nam je zgodila dejansko velika krivica. Nov objekt v športnem centru v tlorisni površini vsega skupaj znaša 421 kvadratnih metrov in prinaša podvojitev dosedanjih kapacitet. Vrednost celega projekta pa je bila 633 tisoč evrov. V Saša regiji do leta 2025 napovedujejo 1000 novih delovnih mest. Po besedah velenjskega podžupana Petra Dermola je gospodarstvo v tamkajšnji regiji v dobri kondiciji. No, kljub dejstvu, da so v njihovem največjem zaposlovalcu Gorenju konec prejšnjega leta napovedovali odpuščanje skoraj 1000 zaposlenih. Praktično smo navajeni v zadnjih 2 letih, da tako bodisi pred božičnimi prazniki, bodisi pred praznikom dela se izvajajo neki pritiski na zaposlene in tudi tukaj je bila naša naloga predvsem ta, da poskušamo zaščititi zaposlene, da poskušamo zaščititi javni interes in da je pravzaprav nujno potrebno medsebojno sodelovanje med gospodarstvom, lokalno skupnostjo in tudi zaposlenimi, zato da kakršnekoli sprejete odločitve znotraj gospodarskih družb nimajo prevelikih negativnih posledic na naše okolje. To je bil tudi namen našega angažiranja in lahko rečem, da še danes zelo pozorno spremljamo, kaj se v Gorenju dogaja, pa tudi v ostalih gospodarskih družbah in da poskušamo resnično zbirati informacije za to, da bomo tudi v prihodnje čim bolj pripravljeni na razne nove okoliščine in da nas seveda kaj novega ne bi presenetilo. Sploh ob vedenju, seveda, če bomo imeli vse ustrezne informacije. Celjsko podjetje Cinkarna bo tudi v novi sezoni generalni pokrovitelj celjskih košarkaric. V novi sezoni, ki se bo za Celjanke s tekmo proti Iliriji začelo v soboto, 26. septembra, bodo vse selekcije celjskega kluba še naprej nosile ime Cinkarna Celje. Seveda smo izredno zadovoljni in počaščeni, da ostajamo pod pokroviteljstvom Cinkarne Celje tudi vnaprej. Verjamem, da smo si s trdim delom in rezultati to zvestobo in pa generalno pokroviteljstvo tudi zaslužili. Je pa res, da v teh težkih časih, korona časih, kjer vsi trepetamo, kaj bo jutri, nam to izredno veliko pomeni in še enkrat izredno smo veseli, počaščeni in sigurno bomo tudi v bodoče nosili barve Cinkarne Celje z največjim ponosom. Tudi v najboljšem ženskem košarkarskem klubu v Sloveniji so se po predčasnem zaključku lanske, sicer rezultatsko izjemno uspešne sezone, morali soočiti s specifično situacijo povezano s korona krizo. Iskreno lahko povem, da je to najtežje obdobje v vsem mojem življenju. Verjamem tudi v življenju marsikaterega športnega delavca. Prekinitev je bila praktično pol leta, s tem, da so vsem klubom dejansko stroški ostajali. Vsi smo bili pa pred neizvestno situacijo, kaj bo jutri. Ali bo ta jutri sploh ali ne bo. Tudi danes ob vseh teh grožnjah iz medijev, iz televizije vsak dan nestrpno pričakujemo in strahom pričakujemo, kaj bo jutri. Verjamem, da se bomo znali prilagoditi zadevam in situacijam, kakršne pač bodo in sem optimist. Za aktualne državne in pokalne prvakinje se bo nova sezona začela ta konec tedna.
V prvem krogu bo tekmec Cinkarne, v Celju ljubljanska ekipa Ilirije. V novo sezono vstopamo z izredno pomlajeno ekipo. Verjamem, da ekipo letnikov in pa deklet, ki so izredno perspektivna. Ta dekleta bodo morda bolj kot v preteklih letih dobila priložnost, da se izkaže in pokažejo na parketu, in v celotno sezono zrem zelo optimistično in verjamem v ta dekleta. Ekipa Cinkarne Celje bo v novi sezoni najmlajša v dosedanji zgodovini kluba. Jedro bodo sestavljale igralke lanske kadetske zasedbe, ki so v lanski sezoni osvojile kadetsko Vaba ligo. Na nek način smo se mogli prešteti. Sigurno so budžeti oziroma proračuni klubov verjetno vse povsod zelo okrnjeni, tako tudi pri nas. In vesel sem, da delo mladih trenerjev, delo v mlajših selekcijah bo prišlo do izraza morda najbolj v letošnji sezoni. Tako da, kot sem rekel, prihajamo v novo sezono z mladimi, svežimi močmi, mogoče najmlajšo v zgodovini kluba, in dajmo čas v čas, dajmo dekletom čas in vsi bomo videli, kakšni bodo rezultati. Vse tekme Celjank bodo zaradi ukrepov povezanih z virusom COVID-19 do nadaljnjega zaprte za javnost. Si jih bo pa moč v neposrednih spletnih prenosih ogledati na Facebook profilu kluba in naše televizije. Tudi s pomočjo televizije Celje sigurno bomo prisotni tako ali drugače. Fizična prisotnost na tekmah sicer v tem trenutku ni mogoča. Verjamem pa, da vsi, ki nas podpirajo in nas imajo radi, nas bojo spremljali preko sredstev, bom rekel, ali teh javnih Facebookov, Instagramov, tako da nas boste gledali. Sobotni obračun med Cinkarno in Ilirijo se bo v dvorani gimnazije Celje Center začel ob 17. uri. Po noči se bo dež na zahodu okrepil, nastajale bodo tudi nevihte z močnejšimi nalivi. Do jutra se bodo padavine razširile na večji del države. Na Notranjskem in Primorskem bo pihal okrepljen južni veter. Jutranje temperature bodo od 12 do 16, ob morju okoli 19 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, se še bodo pojavljale plohe in nevihte, ki bodo pogostejše na zahodu. Pihal bo okrepljen južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 24 stopinj. V noči na soboto bo dež znova zajel vso Slovenijo. Meja sneženja se bo spustila do okoli 1500 metrov. Zapihal bo severni veter, na Primorskem burja. V soboto bo dež postopoma ponehal, oblačnost pa se bo popoldne trgala. Z vremensko napovedjo zaključujemo današnje dogodke dneva na televiziji Celje. Hvala lepa za vašo pozornost. Bodite z nami ponovno jutri ob isti uri na istem kanalu. Za danes pa lep pozdrav in srečno.